in je prinesel odločbo, da je inšpektor prebral vse moje knjige, ugotovil, da sem res nagnjen k pretiravanju in laganju in da se postopek ustavi. Bom rekel, gonilo jamarstva ali pa vsega ostalega je po moje firbec. Ne. Na marsikaj iz svojih začetkov nisem zelo ponosen. Jaz se vedno delam norca iz sebe najprej. Ne. In pol ti ljudje ne zamerijo, ja. Ja, rojstvo otroka, mislim, za mene je bila to totalna fascinacija. Navodil imaš, kolikor hočeš, pa vse so si med sabo različni, ne, pač vsak po svoje. Jaz sem o vojni prav pa poslušal, ne. Jaz niti vedel nisem, da so politične šale in sem kar nenadoma potem pristal v vojaškem zaporu in na koncu na vojaškem sodišču. Tokratni gost podcasta Dolenjskega lista je Damjan Šinigoj, slovenski pisatelj, prevajalec, urednik, publicist, scenarist, jamar, še kaj? Jamarski reševalec. Urednik revije Jamar. Res je. Strasten jamar, inštruktor jamarstva, jamarski reševalec, inštruktor jamarskega reševanja, vodja izobraževanja pri Jamarski reševalni službi Slovenije in podpredsednik Jamarske zveze Slovenije, piše v Wikipediji. Še drži to vse? Še drži, to sem jaz. Kaj se bova tikala najbrž? Absolutno. Glede na to, da se od otroštva poznava. Kaj od tega bi postavil na prvo mesto? Kaj si najraje od vsega tega? Malo se bojim, da je to enako, kot če me vprašal, katerega od svojih 3 sinov imam najrajši. Ne? Odvisno od situacije. Tisti, ki mi živc ven potegne, ni najbolj umiljen. Ne? Tle pa enako. Ne? Ko mi gre pisanje, ko imam zamisel, bom rekel, sem najrajši na svetu pisatelj, ko pa odkrivamo novo jamo, ki nas spušča globlje in tlje, takrat sem pa zelo rad jamar. Jaz sem ob tistem, kar piše Wikipedija, zapisal še, da si osamosvojitelj, ljubitelj pitja kave in človek, ki po noči živi in po dnevi spi. Ti me res poznaš. Kako je prišlo do tega, da v bistvu noči preživiš in marsikakšen dan prespiš? Sem že velikokrat o tem razmišljal. Spominu imam, da sem že v gimnaziji poslušal Butenskalo. Zdaj ne vem, se to ni bila neka protidržavna oddaja, ne, ampak na sporedu je bila vedno po polnoči. Ne vem zakaj, mogoče zato, da bo manj poslušalcev, ne vem. Tako imam v glavi. Potem je pa, seveda, ustvarjanje je samostojna, samotna dejavnost in jaz sem imel recimo vedno polno hišo zvečer pa tako in ustvarjal sem lahko potem samo ponočno. In ker zjutraj ne rabim vstati za službo, potem lahko malo potegnem. Ne? Ja. Pisatelj. Pisatelj si praktično že tako rekoč skoraj od svojih najstniških let. Prvi roman si začel pisati pri 20 letih, Vojake ubijajo, mar ne? In izšel je, kot je bilo 21 let, nekaj takega? Ja. 91. pred osamosvojitvijo. To je tvoj prvi roman. To je moj prvi objavljen roman. Si imel še kakšnega prej? Pred časom sem najdel svoje prve poskuse, no, pa moram reči, da sem jih malo mi je bilo narodno, ko sem bral, no, pa sem tisto potem zabrisal med star papir. Ampak ja, ta želja po pisanju je tlela v meni že, seveda jaz sem rojen v drugih časih, ne, tako kot ti, ne. Elektrika je sicer že bila, ki dosti več, pa niti ne, ne. Radio smo imeli, ja, pa televizija je sicer bila, ampak so bili prenosi. Si moral 15 minut čakati, da so se elektronike segrele. In si gledal tisto belo peko, ki se je večala ali karkoli. Ja. V glavnem, okno v svet so bile vedno knjige, ne. Tako da sem te knjige požiral in potem ne vem, zakaj je v meni pol se prebudila to želja nekaj napisati. Ampak dokler nimaš zgodbe, potem tudi knjiga ni dobra, ne, tako da tisti moji prvi poskusi so uspešno romali v star papir. In prvo zgodbo si dobil, ko si služil vojsko. Ja, tako je. Ne staro jugoslovansko vojsko. Ja.
Ja, vsak Slovenec oziroma vsak Jugoslavan, mi smo bili takrat del Jugoslavije, je moral služiti, se mi zdi, da 15 mesecev vojaškega roka obveznega. Jaz sem tja prišel iz srednje šole, seveda takoj po srednji šoli si šel na to služenje, prvič odrezan popkovine od mamice, seveda, ne. Ampak nihče ti ne pove, da je pa v redu imeti jezik za zobmi, ne, in jaz sem govoril neumnosti, politične šale, jaz niti vedel nisem, da so politične šale, in sem kar nenadoma potem pristal v vojaškem zaporu in na koncu na vojaškem sodišču z obtožbo, da hočemo cepiti Slovenijo, ne, leta 84, kar je bilo zame šok. Ampak zagrožena kazen, mislim, da je bila 6 let, pa ni bila več hec, ne, tako da je tudi nekaj izkušnja, ki je nobenemu ne privoščim, in tudi zaradi tega sem se odločil, da bodoče slovenske nabornike na to opozorim. Najprej sem šel seveda na Mladino. Takrat so rekli, da je to zgodba absolutno zanimiva, ampak so jo parkrat že zaplenili in so rekli, če bojo to objavili, bojo tudi številko zaplenili, ne. Potem je nekdo predlagal knjigo, ne, in sem napisal knjigo, ki pa tudi ni bila objavljena, ne. Vsak založnik, ki sem mu jo poslal, je rekel, vrhunska, ampak ni še čas, ne. In kdaj je prišel pol čas? Leta 91, malo pred osamosvojitvijo, se spomnim, predstavitev knjige smo imeli v Slonu in je moj založnik takratni začel z besedami, ne. Tale knjiga je malo kot da bi mrtvega leva brcali, je rekel, ne. Slovenija se osamosvaja, to je knjiga o nekih drugih časih. No, ampak ta lev ni bil mrtev, je bil, bom rekel, ranjen, ne, ker se je kmalu potem začela osamosvojitvena vojna. Ki ti je dala pa snov za svoj drugi roman, ne? Res je, jaz sem tako kot Kako si se pa zapletel v to osamosvojitveno vojno? Pa se mi zdi, da tako kot velika večina ostalih, ne, kot vse se to sliši zdaj zelo, bom rekel, podcukrano, ampak ko te domovina potrebuje, se odzoveš, ne. Ampak mene domovina ni potrebovala, zato ker po tej izkušnji z Jugoslovansko ljudsko armado nisem želel imeti nobenega več opravka s to institucijo. In potem tudi nisem hotel hoditi na orožne vaje. Enkrat na leto vsak tisti, ki je služil vojaški rok, je bil poklican na te zadeve, bolj kot ne je šlo za pijančevanje. In sem si zrihtal, to so bili še drugi časi, da sem, ne vem, 80% invalid. In sem tisto nesel na ta vojaški urad in so rekli, 80% invalid, v redu, ne rabiš več hoditi na orožne vaje. Kaj je bil pa vzrok te invalidnosti uradno? Razletel sem se z motorjem, ne, ampak nisem bil tako velik invalid, ne, kot je tam. Ampak ker sem zdravniku rekel, da ko mi je že napisal, ne vem, za zavarovalnico, toliko pa toliko invalidnosti, imel sem polomljene roke, ličnico, se že ne spomnim, res sem bil fajn polomljen. Ampak mlad, pa sem se zlizal, ne. No, potem se je pa vojna seveda začela in sem se kot prostovoljec takoj, naslednji dan, se pravi, v polnoči smo še žurali pri Vindišarju osamosvojitev, po polnoči so pa že oklepniki šli čez metliško mejo. No, in naslednji dan zjutraj sem bil že prijavljen, oziroma sem se prijavil in je človek vzel tiste spiske, pogleda, najde moje ime, rekel, tako hudo nam pa še ne gre, da bi 80% invalide imeli, ne. In sem rabil nekaj časa, da sem mu razložil, da pač nisem invalid, da to je bilo samo za Jugoslovansko ljudsko armado. Ampak potem je bila pa težava, ker opreme nisem imel, ne. Jaz, ko so me iz te evidence črtali, sem moral to vojaško opremo vrniti. In jaz rad rečem, da sem v vojno prišel prek zvez in poznanstev, ne. Vodja teritorialne obrambe enote tam na Medvedjeku je bil, pa pustimo zdaj imena, moj prijatelj, in sem ga videl slučajno, ki je prišel ves utrujen v štab. Sem do njega tekel, sem rekel, jaz bi šel v vojno, pa mi ne dajo, ne, nimam opreme, ne. In je poklical tam enega podčastnika, je rekel, dajte temu mojstru opremo, on bi se šel boriti, ne. Gospod komandant, nimamo. Skladišča so prazna, ne. Imel je pa tako čisto res lepo novo slovensko uniformo,
pištolo za pasom, vse tako, kot se zagre. In ker sem si jaz res želel Slovenijo braniti, sem rekel, kaj pa vi delate? Ne, prav, jaz sem skladišča čez. Ko si skladišča, so pa vendar prazna, pravite, ne? Kaj pa, če bi vi to opremo, ki imate na sebi mendal, pa vi to v gatah, tiste skladišče lahko vodite, ne? In seveda on je vzrojil, ga je odneslo pod strop, poveljnik je pa rekel, pravzaprav ima prav, ne? No in ko se je človek ustrašil, da bo res moral v spodnjih hlačah voditi skladišča, je potem najdel opremo tudi za mene, ne? In tako kot so se enkrat že pogovarjali. Ko smo pri teh gatah, jaz sem bral nek članek, celo naslov je bil v zvezi z nekimi drugimi gatami. Ne? Zdaj, to je tako, ne, če imaš kaj si vzel? Tudi, če imaš tazga prijatelja, kot je Igor Vidmar, novinar Dolenjskega lista, pa mu marsikaj poveš, je potem naslov v Dolenjskem listu, na vojno sem se dobro pripravil, vzel sem tudi dolge gate. Ampak sem jih res vzel, jaz nisem vedel, da bo vojna trajala 10 dni. Ko je on mene spustil v skladišče, bi rekel, naber opremo, sem jaz gledal naprej, ne. To je sicer bilo poleti, ne. Prejšnja vojna je bila 4 leta. Ne? Ja, tako dolge gate, pa vendar rabo, ne, kaj pa, ko bom razpršal, ne, sem še to vzel. Tako da ja, in je bil potem res tak lep naslov, me je nasmejal, no. Saj zato je bilo to dobro, ne. Ja, kako grozno si želel streljati v tej vojni? Ja, kar. Bom rekel, takrat si v enem takem vojna. Jaz sem o vojni bral pa poslušal, ne. Pa gledal pač o ameriških filmih. Kaj si delal v tej vojni ti? Pravzaprav nič, ne, bolj ko ne smo roštiljali, pa zasedli smo položaj med dvema vojašnicama, ko so odklopili elektriko kasarne Jugoslovanske ljudske armade in potem smo mi tam morali biti, da oni ne bi prišli, pa elektriko si nazaj priklopili, ja, se pravi, ne, in imeli smo striktno kasne streljati. Šalter si... Merko, to je to, ja, ne. In je bila, nekaj časa je bila moja kar, ne bom rekel, zdaj travma, ne, ampak ja, zelo sem v vojni, pa nisem je streljal niti enega naboja. In sem rabo kar nekaj časa, da sem gotovo, da je to pa super, ne. Mislim, da ne glede na tvoj motiv ali pa upravičenost človeka ustreliti ni lahko, ne, in to ti nekje obleži, ne, tako da danes sem vesel, da nisem rabo streljati. Ja, v bistvu, če je bila, imel prvi roman tvoj veliko avtobiografskega, je temeljil na tvoji lastni izkušnji, seveda pisatelji imajo močno domišljijo in si še kaj dodal, ne? Verjetno. Ta druga v bistvu ni bila avtobiografska, ne? Je bila, so bolj to, kar si po gostilnah slišal od tistih, ki so bili na položajih. Res je, na začetku je bila želja napisati celo 2 romana, ampak potem sem rekel, ne, čisto v redu bo, da končam pri tem. Meni se ni veliko dogajalo, oziroma se mi je veliko dogajalo, ampak bom rekel, glede recimo z gledišča, koliko sem jaz pripomogel k obrambi domovine, kaj veliko čisto res ne. Ampak potem se pa pogovarjaš s prijatelji, ki so povedali na akcijo in so doživeli marsikaj, si pa rekel, ok, bom najprej pisal njihovo zgodbo, potem v nadaljevanju pa svojo. No, pa tudi meni je zanimivo bilo to, da si izpostavil tudi te, ki so bili v jugoslovanski armadi, takrat so služili vojsko in so morali iz cele Jugoslavije dezertirati in priti domov, ne? Kar ni bilo enostavno. In te zgodbe nihče drug ne obravnava, ne? So pa to zelo močne zgodbe. Mislim, to res ni bilo enostavno. Sred Srbije pobegniti iz vojašnice, zdaj bodo pa Srbi zaljubljeni v vojsko in tako naprej, kaj bodo naredili s tabo, ne? Kako pride domov? V uniformi ne moreš kar tako, ne? To je bilo, recimo, da če se malo spomnim tega psihičnega stanja, našega, ne, mislim, ali pa mojega, po mojih najbližjih prijateljev, s katerimi smo bili recimo na položaju, ves čas smo gledali televizijo. Se pravi, tvoja primarna informacija je bila seveda najprej radio, ker je bila najbolj ažurna, potem televizija, ki je
vizualni medij, pa si tam videl, kaj se dogaja, ne. Naslednji dan pa potem časopisi, ker tam je bilo pa najbolj detaljno, ne. Ampak se spomnim, so teritorialci branili neko točko, tam so se pripeljali jugoslovanska armada z oklepniki, ne, ki jih je uspelo našim enotam uničiti, ne. Hkrati so pa zajeli ujetnike, ne. In med njimi je bil tudi Slovenec, pač na služenju vojaškega roka, ker takrat so v boj, bom rekel, poslali tudi te frišne vojake, ne. In on se je tam predal, vas je bil črn po obrazu žgan in je govoril, ne, fantje, tu niste prav naredili, fantje, tu niste prav naredili, ne. In smo skakali tam pred tisti televizor, kaj nismo, kaj pa nisi se predal, ne, napačno značko imaš na tem, ne. Ampak potem, pa so se te fantje vrnili, med njimi je bil celo moj sorodnik, pa nekaj mojih prijateljev, ki sem se z njimi pogovarjal, ne, ni bilo vprašanje, ali on hoče priti domov ali ne. Vsi so hoteli domov priti, samo ne moreš to, kar si ti prej izpostavil, ne, sred Srbije, pa dezertirati, pa potem še domov priti, ni enostavno. In so se mi zdele, predvsem te zgodbe tudi zelo, zelo, zelo močne in vredne zapisa v romanu. Po tej knjigi in po tvojem scenariju je bil posnet v bistvu prvi slovenski film o osamosvojitveni vojni. Res je. Zdaj bom nekaj drugega vprašal. Kako to, da v 20 letih, to je bilo ob 20-letnici je bil posnet, ne? Prav v 20 letih se država ni naredila razpisa za film o tej vojni, ne? Recimo v nekdanji Jugoslaviji smo imeli že 50 filmov v tem času posnetih, ne? Takšnih ali pa drugačnih, ne? O drugi svetovni vojni. Kako to, da ni bilo filma toliko časa in tudi zdaj praktično film ne govori o tem? No, jaz sem o tem kar veliko razmišljal, pa ne bom rekel, da se zdaj malo sramujemo te naše vojne, ne, ki je zelo hitro, oziroma je bila kratkotrajna, ne. Ampak bila je vojna. No, se to hočem povedati, ta moj roman Neizstreljeni naboj o vojni za Slovenijo je bil preveden tudi v nekaj drugih balkanskih jezikov. In se spomnim, ko sem šel knjigo na njihovo povabilo predstaviti v Sarajevo. Tam je pa vojna bila res, ne vojna, ampak klavnica, ne. In bom rekel, med našo vojno pa njihovo vojno ni primerjave, ne. Ja. In ko so me tam predstavili, to je Podajman Šinigoj, avtor romana Vojne za Slovenijo, se je cela dvorana, notih je bilo ogromno, ne, seveda, ker je vse zanimalo, začela režati na ves glas, ne. Vse sem se smejal z njimi, ne, ampak potem sem pojasnil, ne, sem rekel, glejte, naša vojna, za katero vi menite, da ni vojna, ne, je bila kratkotrajna. Zakaj? Ob polnoči, ko smo res vsi žurali pa praznovali osamosvojitev in so tanki prestopili mejo, jaz več nisem mogel domov priti. Vse ceste so bile blokirane, sicer s kamioni, s peskom, ne še z tistimi križi, pa to komunikacije vojašnicam odvzete, vode niso več imeli, elektrike niso več imeli, vsi so bili blokirani, ne. Če se pa spomniš podobne situacije v Sarajevu, oni so jih pa veselili so se, pridite k nam, če vas Slovenci ne marajo, ne. Srbska saldoteska se je okoli Sarajeva ukopavala, ne vem, 3-4 mesece, da je potem lahko par let tolkla po Sarajevu. Sem rekel, vi niste se pripravili, se ne, da je bil to očitek, ne, ampak mogoče pa tudi v tem, seveda ne samo v tem, ne, se tam greš tudi za te nacionalne trenja, pa ne vem kaj še vse, ampak ja, če si pripravljen, so zadeve lahko tudi drugačne, ne. Ni pa nujno, no. In se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker ta naša vojna, kakorkoli obrneš, je bila tudi malo hecna, bi rekel, no, pa mogoče zaradi tega. Jaz vem, da recimo, ko me vabijo na kakšno okroglo obletnico, da kaj preberem iz knjige ali pa karkoli, ne, se vedno kakšen častnik pojavi, pa reče, ne, kaj boste bral, ta odstavek, ne, tega pa ne, tle se pa norca delate. Ne delam se norca, jaz sem tam bil, pa vem, kako je bilo, ne, in zakaj bi zdaj nekaj poveličeval, ne. Konec koncev smo zmagali tudi na ta način, kakršen smo. Ne. Ja. V bistvu nadaljevanje
tvoje pisateljske poti pa ni več tako militaristično, kot se je začelo, ne. V bistvu, sem še eno stvar, bi spomnil, treniral v pisanju si in tudi dobro služil za tisti čas, ne. Ojoj, ja, že vidim, kam meriš. Okay. Za nek slovenski časnik si pisal zgodbe, precej brane, za Vroči kaj. Kako si pravzaprav začel, ne, in kakšen je bil odziv recimo v mestu med prijatelji pa med dekleti, ko so brali te tvoje zgodbe? V glavnem so bile v prvi osebi pisane, ne? Ja, to so res eni drugi časi. Z mladine sem prosil za pornografsko zgodbo. Ne erotično, pornografsko, ne. In jaz sem jo napisal, seveda, to ni nobena težava, če si pisatelj, ne. In jim tisto pošljem, in rečejo, ta je pa malo preveč pornografska, ne. In potem je to tako, ne, kot ustvarjalc, ne, nekaj si ustvaril, ne bo zdaj stran vrgel, ne. Dajmo to poskusiti nekam prodati, ne, ali pa plasirati. In sem se še danes spomnim, tudi tiste deklice v trafiki, ki je delala, ne, sem šel v trafiko in sem pobral vse erotične, si mislim, da takrat pornografije še ni bilo v Sloveniji, vse erotične revije, kar jih je imela, sem naberal. Danes tega ni več erotičnih revij. Po moje ne. Ali je pornografija, ali je pa ali pa ni nič. Ja, možno. Ali so pa vsi do vratu oblečeni, ne, in recimo v filmih se pari sploh ne slečijo, ne, modrca ženska ne da dol, recimo, ne. Ja. Vmes ni pa nič več, ne. Sem še v starih filmih. No, povej naprej. No in tam med temi revijami, ki sem jih nabral, je bil tudi Vroči kaj. In sem poslal vse tiste naslove, seveda po navadni pošti znamka, ker mailov še takrat ni bilo. Vprašanje, če jih zanima pornografska zgodba, ne. In mislim, da mi je Vroči kaj edini odgovoril, jo, nas zanima, ne. Napisal pa sem tudi, da je to 11 strani, ne. Da sem jaz pač, sem pisatelj, ko začnem, težko se zaustavim, ne. In je napisal, je rekel, ne, to 11 strani, to je preveč, ne. Tudi mi, ne vem, 1-2 strani maksimalno. Ampak jaz sem potem tisto, kot rečeno, ker sem že naredil, sem jo poslal, ne. In seveda v naslednji številki, jaz tega nisem vedel, dokler nisem dobil položnico, takrat je poštar pozvonil na vrata in ti je odkartal cekine. In te cekine so bili, zdaj bom na pamet govoril, 2 očetove plače, pa ni bil navaden delavec moj oče, ne. In sem, wow, ne, to je pa lukrativno, ne. In sem prvič v življenju uporabil svoje znanje, se pravi pisateljevanje, in sem jim čez noč napisal še 4 nove. In potem z veseljem čakam poštara, da je svet prišel pa tisto odkartal, in mi odkarta seveda samo 2 očetovi plači, ne. In sem, čak, poslal sem jim 4 zgodbe, pa ista cena kot za eno, ne. In pokličem tistega gospoda, pa rekel, ja, ne moramo, seveda sem bil pa podpisan s psevdonimom, nisem se upal podpisati s svojim imenom, ne. Prav, ja, ne moramo celo revijo samo vaše zgodbe objavljati, ne. In potem sem se jaz naučil, ne, sem še vedno napisal 5 ali pa 7 zgodb, in to je tudi spremenilo njihovo politiko, prej so imeli zgodbica na 1 ali 2 straneh, potem so jih imeli na 7. In se je zgodilo, da je bil cel Vroči kaj tvoj. Moj. Seveda napisan z drugimi, podpisan z drugimi imeni, pa naslove sem potem od mojih prijateljev dajal in sem jih potem lovil kokore brez glave po mestu, a si ti dobil en denar? Jo sem, ne, moj je, dej, ne. Pa se je to že zgodilo, jo sem že zapravo, ne, mislim, po 2 dneh, ne. Tako da ja, nekaj časa je bilo to lukrativno in zanimivo, ne. No, zdaj, če bi tako rekel, ne, posledica spolnosti so otroci, ne? Se strinjam. In ti si potem začel pisati pa
otroško in oziroma mladinsko prozo. Ne? In danes v bistvu, če spremljamo medije, ki pišejo o tebi kot pisatelju, si mladinski pisatelj. Res je. Vmes je bilo pa še eno obdobje, ki ga je pa zaznamoval Očkov kotiček. Ne? To si pa pisal zgodbe, ki so bile pa spet avtobiografske, ne? In biografske tvojih otrok. Ne? Res je, res je. To je bilo nekaj časa kar precej priljubljeno tole branje. Ja, rojstvo otroka, mislim, za mene je bila to totalna fascinacija. Wow, to sem res nekaj ustvaril. Ne? In vržen si v vlogo očeta, pa če si pripravljen ali ne, ne. Šole za to ni. Šole za to ni, navodil imaš, kolikor hočeš, pa vse so si med sabo različne, ne, pač vsak po svoje. Ampak jaz sem potem ugotovil, ne, da če uporabiš zdravo kmečko pamet, pa malo se spomniš, kako so tebe tvoji starši vzgajali, in če nisi ravno nek psihopat, potem bo to tebi uspelo. Ne? Ampak, ker sem pisatelj, seveda sem si te peripetije s svojimi otroci zapisoval, objavljal v reviji Mama, leta dolgo. To je bila najbolj brana rubrika. Potem je pa prijateljica Barica Smole predlagala, da to je pa kvalitetna literatura, ki te ne smeji, mogoče bi jo po knjigi izbrali, in sem potem naredil, oziroma je ona naredila izbor. Ampak jaz sem bil pripričan, da bo to šlo tako mim, da čisto res nobenega ne zanima. Bila je pa totalna uspešnica, ne vem, koliko tisoče in tisoče izvodov bilo natisnenih in prodanih, literarni večeri, včasih mi je bilo prav nerodno, sem vedno začel Mlade mamice in Nosečnice. Ampak to jih je bilo 100, 200. Tako da sem vedno začel, jaz nisem strokovnjak za vzgojo, jaz vam sam povem, kako sem se jaz boril. Ne? In so potem vse povedala, ne? Da čar teh zgodb je ravno to, da je to zgodba o starševstvu, samo spremeniš imena mojih otrok v knjigi, vstaviš imena svojih otrok in imaš zgodbo o svojih otrocih, ker vsi otroci so isti. Ne? In dobra plat tega je bila recimo pa ta, da ko sta ta mala dva moja nekaj všpičila in mi je seveda pritisk dvignil do stropa, sta me potem mirila, oči. Za Očkov kotiček bo pa v redu. Za kolumno, ne? Tako da se potem niti jeziti več nisem mogel. Ja, v bistvu tole pisateljevanje te je pa pripeljalo tudi še do ene prve službe, ne? Ja. Je. Bil si urednik. Res je. Sicer ni bila služba, sem to delal kot zunanji sodelavec, ampak ja, bil sem glavni urednik pri Od tega si založbi živel? Goga. Res je. Pri založbi Goga? Sem. Koliko knjig si uredil? Kdo so bili vse pisatelji, ki si jim ti obdeloval besedilo? Večinoma, saj na začetku so bili to moji prijatelji, ne? Se pravi, slovenski pisatelji, ne? Potem pa, ko si ta bazen malo sprazno že, pa tako kot nova založba, honorarji niso bili zelo visoki, ne? Smo se pa, bom rekel, bili prisiljeni usmeriti v nove, ne? Par imen povej, ne, recimo. Miha Macini, Lenart Zajc, Nec Gazvoda, Vojnović, mislim, da je tudi bil, Tadej Golob, jih je bilo kar nekaj. Mislim, da sem uredil več kot 200 knjig. No. Ampak potem smo se, bom rekel, malček osredotočili tudi na prvence, ne, in to se je skazalo pa pol kot uspešna zgodba, ne, da dobiš mladega avtorja in ga mogoče malo usmeriš in iz njega lahko potem postane uspešen pisatelj. Ne. Kako si se počutil kot urednik, ko si sam napisal knjigo in je nekdo drug prevzel tvojo vlogo in tvoje delo urejal? No, jaz lahko zdaj recimo te zadnje izkušnje povem iz založbe Miš. Tam so uredniki z veliko začetnico, ne, ki se v delo tvoje res poglobijo in so vse pripombe Stojijo, točno tako. Ne. In vse
bom rekel, kot ustvarjalec, kot pisatelj, ti točno veš, kje si šibak, kje si bil malo len, kje se ti ni dalo. Ne? In recimo, če povem primer, napisal sem moj prvi mladinski roman Iskanje Eve, gre o dveh mladih iz različnih držav in potem mali zbeži od doma, da se bo srečal s to deklico Slovenko. Ampak danes je to zelo težko, ne? Recimo, da se ne bi srečala. Imaš telefon, pokličeš, kje si, tle sem. Ne? In potem sem moral ustvariti situacijo, da se ne morate slišati, se pravi, da punca ne sme imeti telefona pri sebi. Ne? In jaz sem napisal, ga je pozabila, po liniji najmanjšega odpora, ne bom rekel. To se mladim ne zgodi. Ja, ampak potem je to To se- urednica to se prebrala, zgodi pa je meni rekla, ali pa tebi, ne? ja, res je. Je urednica rekla, plej, 15-letna najstnica bo prej pozabila roko kot telefon, ne? Spomnim se nekaj drugega, ne? In potem je to, in seveda že takoj, ko ti s prstom pokaže, rečeš, ja, seveda, ne? In imaš seveda razne urednike, dobri so tisti, ki To najdejo noter. to najdejo in tvoje delo še izboljšajo, ne? V bistvu gre, prva je bila ta Iskanje Eve, ne? Druga je bila pa vezana na tvoj veliki hobi, ampak ostanemo zdaj še pri literaturi nekaj časa. V bistvu ta druga je bila Ko veter spi, ali Kjer veter Kjer spi. veter spi, Kjer ja. veter spi. Za tele zadeve, za katerega si dobil 10, ne? Pa tudi, to moram pa prebrati, ker to je pa toliko vsega tega, da pa na pamet ne gre. In sicer najprej si dobil Trdinovo nagrado, ne, za literaturo, potem pa so sledili Iskanje Eve, Rasten s knjigo, Zlata hruška, nominacija za Večernico in nominacija za 10. Drugi mladinski roman, Kjer veter spi, spet nominacija za Večernico, 10. Tokrat ni bila nominacija, je bila dobljena, spet Zlata hruška in pa še The White Ravens, prav tako za ta roman. In In to zadnje, ko si omenil, ne, meni kaj dosti ni ampak založnica se je pa stopila. To je evropska nagrada, primerljiva z 10, ne, to je kao najboljši roman evropski, mladinski. Mladinski. Kaj je v tem romanu, Kjer veter spi, tazga, da toliko pritegne ne samo bralce, pritegne tudi literarne kritike, žirije, ki podeljujejo nagrade. Kaj je v tej knjigi tazga, da Mene je presenetilo, recimo, ko sem bral utemeljitev, da so izpostavili, da gre za zgodbo iz normalne družine, kjer ni nobenih nikakršnih težav, ne. Se pravi, ni debel, ni suh, ni, ne vem, drugače spolno usmerjen, ni zlorabljen, ne. malo je sramežljiv bil? Recimo, ja, ne, ampak jaz o tem nisem niti razmišljal, ne. Jaz sem vedel, najbolj od vsega, sem si želel napisati roman o jamarstvu in jamarskem reševanju, kar intenzivno živim, ampak sem vedel, če bom napisal roman za odrasle, bo to zanimalo peščico jamarjev in mojih prijateljev, ne. In potem, ko sem enkrat, ko me je prišla ideja, kaj pa, če bi napisal zgodbo o avanturi dveh mladostnikov, najstnikov, in jo poslal v podzemlje, kjer se ima seveda pripeti nesreča, bi pa to mogoče koga zanimalo, tudi ne jamarja, ne. Ampak težava je pa bila, da ko je knjiga izšla, prvi dan se je začela pandemija in se pravi, takrat smo že bili v maskah, samo še novinarska konferenca, potem se je pa življenje ustavilo, tudi v knjižnico nisi smel hoditi na začetku in sem bil prepričan, da bo ta knjiga šla mimo, ne da bi jo kdorkoli opazil. In sem bil potem prijetno presenečen, ne. Z vsemi temi nagradami in uvrstila se je v bralno značko. Recimo letos je bila na nacionalnem preverjanju znanja vseslovenskem, so vsi učenci, ki pišejo test za slovenski jezik, prebrali mojo knjigo, odgovarjali na vprašanja o moji knjigi. Splošna tema je bila pa jamarstvo in sem bil prav ponosen in presrečen pravzaprav. V bistvu tvoje knjige
ne izhajajo tako kot danes večina knjig slovenskih pisateljev v 300 izvodih. Ja, no, nisem to niti pomislil. Ja, imam kar malo sreče, no. Verjetno, ne vem. Ali ti pa kar gre, ne? Ali pa kar gre, ja, recimo, ja. Ja. Zdaj pa jamarstvo. Kako si sploh prišel v jamarstvo? Je tukaj povezano s Park Extreme? Je bila pa rubrika v novomeškem študentskem časopisu Park, kjer si tudi sodeloval. 10 ali 11 let sem jo pisal, se mi zdi. Ja, to so bili. Rubrika. Še danes me preseneti, ko se s kom pogovarjam, pa mi pove, od tam sem te začel spremljati. Tega časopisa seveda več ni. Ne? To so bile v bistvu sorazmerno kratke, duhoviti zapisi o nečem, kar je nekaj posebnega, neka dejavnost, ne? Recimo šli ste skakati recimo iz Ragovskega mosta po zimu v vodo. Pa veš zakaj? Ker je urednik rekel, sem še 6 ur imaš, da napišeš članke, jaz pa nisem vedel nič. Ne? Potem sem poklical in mu rečem, človek, jaz v 6 urah ne moram nič narediti, sem šel kar, ko se grem lahko vršiti. Bi rekel, super ideja. Ne? In potem sem poklical svojega prijatelja Igorja Vidmarja, ki seveda, da je poteplač, da je zrihtal neoprene, ker to je bilo februarja. In smo iz tega naredili dogodek. No? Ja, ampak zapis je pa tak, da se je zelo dobro bral in da smo se smejali pri vseh teh svojih zapisih. Ne? V bistvu si naredil za mnoge dejavnosti veliko reklamo s tem, da si se norca iz tega delal. Mislim, jaz se vedno delam norca iz sebe najprej. Ne? Potem in pa ti ljudje ne zamerijo. Točno tako, ja. Ne? No in ena od teh je bila pa potem, smo se spustili v jamo. Ne? In to je ena, danes, ko sem izkušen jamar pa reševalc, za nazaj gledam, si rečem, to je največja neumnost, kar sem jo morda storil v življenju. Ne. In šli smo na internet, najdli smo par jam, takih malih čurk smo šli noter, kar za alpinistično tehniko in se nam je fino dopadla. Ne. Potem pa seveda s temi mehkimi jamami nismo bili več zadovoljni in smo pogledali, katera je najgloblja na tem našem delu in je napisalo Breznov Cink križ, ki je 180 metrov globoko, značilnost ima pa to, da je 107 metrov direktnega vhodnega brezna. Ne? Smo rekli, to bi pa nekaj bilo zanimivega. Ne? Ne bom razlagal, ne? To je grozljivka, ne? Lahko bi šlo zelo Potem narobe. Si šel na tečaj jamarski? Ne, sem bil prisiljen, da grem na tečaj jamarstva, zato ker moj prijatelj novinar je spremljal pač to moje pisanje in je pa bil tudi jamarski reševalc. In jaz mislim, da ga nisem nikoli tako jezen ga videl kot takrat, ko je to prebral. Ne? Kaj smo počeli? Ne? Kdo? Bukovc? Bukovc, ja. In sem mu rekel, Tomaž Bukovc iz Nedeljskega dnevnika. Celo parkrat sva sodelovala pri teh mojih neumnostih. Recimo, če sem si želel res kaj tazga zanimivega narediti, pa park ni imel dovolj velik doseg, da bi rekli, ja, v redu, pridite. Sem pa še Tomaža vklopil, pa je on še za nedeljca naredil in pa je bilo to, vsa vrata so bila odprta. No, v glavnem, takrat je bil pa res kot jamarski reševalc povedal, kaj se lahko zgodi. Zelo jezen in je že, mislim, da popoldne, ko je to prebral, priletel v Novo mesto in mene pa Klemna pa Jerneja za uhle zvlekel v jamarski klub in rekel, zdaj boste pa tečaj naredili. No in smo ga in nas je zagrabilo. Zdaj lahko to v bistvu tudi malo spustimo kakšno okoli vsega tega. Res je. Na marsikaj iz svojih začetkov nisem zelo ponosen. Pustimo to, ampak izpostavimo recimo v reševanju bi lahko posebej pogovor naredili. Ne? Tvoja velika ljubezen je pa Čaganka. Res je. To je najglobja jama Dolenjska, ja. Na področju jugovzhodne Slovenije. Res je. Daj bo 500 metrov globoka, ni še, ne? Obljubljal si pred 10 leti, si obljubljal, da bo. In je zelo... Zdaj, čakal sem telefon, si nisem upal po noč iz rok spustiti, ki me bo Šini klical, da so prebili se do 500 metrov. Ker si rekel, da boš intervju z mano naredil takrat, ja, ampak
to je pa jama, ki nam, ampak res nenehno meče polena pod noge. Ne. Bom rekel, gonilo jamarstva ali pa vsega ostalega je po moje firbec. Ne. Greš v jamo, ki te je čist počas spuščala v večje in večje globine. Je zelo, zelo, zelo zahtevna jama. In ko smo bili že na 490 metrov, smo rekli, zdaj pa bo. Ne. Ta magična meja 500 metrov, se je pojavil sifon, smo začeli druge kopati, potem so prišle stoletne poplave v Beli krajini in se je voda tam, kjer imamo bivak na 450 metrov globine, se je dvignila za 48 metrov. In je vso tisto blato, ki ga je odpeljala, ga je v tisto rov potem zarinila, da nam ga je zaprla. Ne. In zdaj že mislim, da 3 leta kopljemo, ampak ravno prejšnji teden so bila z Anžetom dol in sva ta čep uspela odpreti. To je, sploh ti ne bom razlagal, kako zahtevno delo je, ampak zdaj bomo končno na naslednji akciji prišli v dele, kjer smo že bili, ne? Da bomo sploh videli, kaj pa pol tam naprej. Ampak za 500 metrov skoraj garantiram in se veselim najnega intervjuja v Dolenjskem listu. Če me bodo še pustili te pisati, ker predvsej gostuješ. Upravičeno, ne, pred kratkim nenavadna zadeva, ne, za jamarje, ne, rešvali ste mačka z drevesa? Ja, pravzaprav ni tako nenavadna, kot bi si človek mislil, ne, glede na naš naziv, jamarska reševalna služba, kar pomeni, da rešujemo iz jam, ampak ker znamo z vrvno tehniko, smo sposobni seveda tudi na kakšno drevo splezati. In ko je gospa klicala vsa objokana, ampak res, da je njen maček že 11 dni na drevesu in da je vse živo in mrtvo preklicala in da noben ne more priti pomagati, če bi mi prišli, smo rekli seveda ja. Ne. Ampak si tudi... Prej je pa že druge klicala. Je, klicala, vse je logično, ne, gasilci delajo s tehniko, oni so zlati, oni so največji carji v Sloveniji, ne, kar se reševanja tiče, ampak ta maček blesavi si je izbral najvišje drevo v tistem gozdu, 32 metrov visoko, oziroma drevo je bilo še više, samo je, on ni šel čist do vrha. No. In s tehniko ne more zraven pridati. Ne. In gasilci so sicer prišli pogledati, tako kot vedno, ampak so rekli, tle ne moramo pomagati, ne moreš. To je bilo res v gozdu. Ne. Potem je pa klicala še plezalce, alpiniste, arboriste, v glavnem ne vem, zakaj se ni nihče odzval. Ne. Mi smo pa prišli. Ne. Ampak sanjalo se mi ni, da bo ta zgodba potem, bom rekel, dobila tak odmev. Ne. Pustimo Dolenjski list, ampak iz Hrvaške me je klical. Dobar dan, gospod Činigo, iz 24 sata sem, če lahko to objavite. Objavimo se. Če vi mislite, da bo to koga zanimalo, ja, ne. In potem dobivam klice in glasove iz Hrvaške, pa čestitke. Ne. Ampak, bom rekel, najljubši naslov, pa spet tvoj iz Dolenjskega lista, ne. Jamar je na drevo, maček dol, ne. Mi tega mačka nismo rešili. Se pravi, 11 dni je bil na drevesu, pa mjavkov, lačen že en, premražen verjetno, ampak ko je reševalc Anže priplezal do njega, za njim je šel Mitja s tisto kletko, je maček dol padel. Ne. In če ko je dol padel, sem rekel, zdaj smo pa naredili. Ne. Pokličejo nas na pomoč in maček bo pa šel. Ne. Ampak še predno se je ta dotaknil, je že vklopil 4-kolesni pogon in šibo domov in še predno sta bila oba reševalca z drevesa dol, je že gospod klical, Pandi je doma. Ne. In je to tak lep občutek, ne. Ni, da bi zdaj to delali vsak teden, ampak čeprav spet, ne, ko gremo po psa, pa ga privlečemo iz brezna, živega, se mu red vrti, kot da sem bo očrafal, ne, mački so pa bolj nehvaležni, taj sem domov užgal, ne, in tako da... In tudi hvala ni. Ja, ni rekel hvala, nič ni rekel, ja. Je pa gazdarca. Gazdarca pa je, ja. Mislim, pravzaprav za to reševalci smo, ravno za to, ne, mislim, tam je šlo tudi meni pol kar na jok, gledaš to ganjenost in hvaležnost in vse. To je to, za kar smo, ne. Še pišeš blog? Še pišem blog. Pa tako pogosto, ko včas?
tudi tako pogosto. Jaz bom rekel, s tem si nekako vzdržujem pisateljsko kondicijo. Je. Se pa zdaj tudi seveda se zgodi, recimo, ne vem, ko je, ne vem, kakšna bolj odmevna jamarska nesreča, prav vidim, kako recimo obisk narašča. Imam verjetno že stalne bralce ali pa recimo, ko gremo v Čaganko, tudi vidim, ne. Še preden pridem ven, obisk narašča, ker čakajo na zapisnike, vejo, da bo duhovit, recimo. En blog ti je pa naredil nekaj problemov, ne? Ne, veš, to ni v redu, da se mi dva tako dobro poznamo, pa tako dolgo, ne. Ampak to je bilo pa čist na začetku. Jaz sem blog pravzaprav začel pisati zato, ker ko smo počeli te park ekstreme, pa to je bil internet dobesedno v povojih. In če si hotel, ne vem, prijateljem, poznancem poslati recimo fotografije, bom rekel, je zafilalo so njihovo internetno to širino. Vsi so to hoteli, so hoteli videti, hkrati pa to ni bilo tako enostavno, kot je danes, ne. In potem mi je nekdo predlagal, kaj pa če bi ti to na blogu, oziroma na ta WordPress ali karkoli je objavil, ne, tam imaš, in ko mi je že to vse pripravil, mislim, da za rojstni dan enkrat, da bom pravzaprav bolj kot ne fotografije tam limal, kjer si jih lahko, in potem sam link pošlješ, ne, povezavo, da sem začel pa še pisati, ne, in kmalu na začetku, ja, vem, da sem dobil priporočeno pošto, mislim, da je bilo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdove ali nekaj takega. Moj prvi pomislek je bil, nekaj sem pojerbal, ker drugače Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo meni ne bi pisalo uradno, ne. Ampak ja, tam noter je bilo seveda obvestilo, da se po gozdovih vozim z avtom, pa tako, da to ni v redu, ne, in da naj pridem na pogovor oziroma zagovor, ne. No, jaz sem tja prišel, inšpektor, Borut Tavčar. Borut Tavčar, čisti car, je tako zelo resno dostopil do mene, vse je mu lepo sprintano, pa tako. In potem smo ugotovila, da se vozim po cestah, da se ne vozim po vlakah, in v blogu si pa... Jaz sem pa v zagovoru pač potem svojem povedal, da jaz sem pisatelj in da včasih uporabim tudi domišljijo in da čisto vse, kar tam piše, mogoče tudi ni res, da mu včasih malo tudi pretiravam zaradi dramaturškega učinka in tako naprej in tako nazaj. In čez kakšnih 14 dni me človek pokliče, bo šel v kavarno koga na kavico in je prinesel odločbo, da je inšpektor prebral vse moje knjige, ugotovil, da sem res nagnjen k pretiravanju in laganju in da se postopek ustavi. No in potem sem šele čez par let zvedel, da ste mi to ti pa Marjan zakohala, ne. In je v redu imeti take prijatelje, moram reči, ne, zato ker jaz takrat, ko sem se boril za to, da ne bom kazni dobil, sem bil zelo živ, moram reči, ne. Ja, in zelo si hvalil javno upravo in pametnega inšpektorja in tako naprej, tako da smo kar solzice potakali, ko smo brali, kako si bil hvaležen pameti tej inšpektorski, ne. Zdaj imam pač črno na belem, da rad lažem in pretiravam, tako da če me bo kdaj še kdo za jezik vlekel, bom pa lahko pokazal to odločbo. Ja, kaj pa... Veliko hodiš po šolah kot pisatelj, kot avtor mladinske literature in seveda tam najbrž tudi razlagaš o tem, kako se ukvarjaš z jamarstvom, reševanjem in vsemi temi zadevami. Kaj je pa najhujše vprašanje v zvezi s tem od otrok? Jaz moram reči, da na osnovni šoli Mirna Peč pred kratkim. Da recimo te dve knjigi sta mi odprli čisto pogled na to, kaj pomeni biti pisatelj, ne, ker imaš tam otroke, ki jih to res zanima in včasih, ko stopim noter, vprašanja začnejo deževati, še preden se usedem, ne, se pravi, da sem se jih dotaknil, ne. No, ampak ja, zanj sem bil po Mirni Peči, je bila pa mlajša publika, ki knjige še ni prebrala, sem pa jim predstavljal jamarstvo na splošno. Malo sem se bal, da bom dolgočasen, jaz bom rekel,
mlajšimi otroci ne znam, če zares, bom rekel, komunicirati, tako da bi jih tudi drugačne humor pa to, ne. Ampak je en fant dvignil roko, pa je rekel, imate vi kakšno ženo, ko toliko po jamah hodite, ne? In sem mu moral priznati, da jo imam, ampak da je zelo, zelo razumevajoča in me pusti, ne. Ja, naj tako ostane še naprej, da Res bomo je, še res kakšno zgodbo lahko prebrali, kakšen dober blog, kakšen dober klepet doživeli ob kavici. Hvala za vaše gostovanje, tvoje, v podcastu Dolenjskega lista. Hvala za povabilo. Pa veliko dogodivščin še naprej. Hvala.